Dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem današnjem Coffee to Connect. V drugem tednu izrednih razmer smo in v tem času je izjemno pomembno, da znamo komunicirati. Eden z drugim, podjetja s svojimi zaposlenimi in pa z zunanjimi javnostmi. In zato je danes z nami dr. Denis Mancevič, generalni direktor in partner v podjetju Herman & Partnerji. Denis, lepo pozdravljen in dobro jutro. Dobro jutro. Ponavadi ta pogovor vedno začnemo z vprašanjem, kako pa trenutno delate pri vas, pa tudi to nam lahko poveš, no? Ampak v bistvu nas pa zanima, kaj je bilo najboljše sporočilo, ki si ga slišal v zadnjem tednu? To moram pa prav razmisliti. Najboljše sporočilo je bilo sporočilo ekipe, da znamo vrhunsko pomagati naročnikom, posebej enemu večjemu naročniku, tudi v tej situaciji, ko pravzaprav večji del ekipe deluje od doma in je potrebno še bolj in še več usklajevanja tudi z naročnikom. In ena širša ekipa, ki pa je tudi po oceni naročnika zelo dobro izpeljala projekt. Tako da tega se najbolj veselim, poleg seveda tega, da vsak teden slišimo, da so zaposleni zaenkrat še zdravi in so tudi njihovi bližnji zdravi in na varnem. Super. Zdaj pa krizno komuniciranje je v današnjem času res pomembno, tako na ravni posameznika kot na ravni podjetja in države. Pa preden greva na komuniciranje podjetij, kar nas mogoče tudi najbolj zanima, mi samo povej, kakšno je tvoje mnenje o komuniciranju države. Je država pomirila svoje državljane v tem spopadu s koronavirusom? Ja, zdaj z vidika današnjega dne bi rekel, da ja, ampak ta kriza traja že kar nekaj časa, že tudi ne prvi teden, tako da jaz mislim, da na začetku bilo veliko izgubljenega. V tem trenutku pa, da je komunikacija ustrezna in da so prebivalci bolj kot ne pomirjeni. Je pa kriza pokazala na to, da smo na krizno komuniciranje na sistemski ravni z vidika države zelo slabo pripravljeni, da v zadnjem desetletju na tem področju ni bilo veliko narejenega, da se vsakič znova, tudi ob manjših krizah, kot so požari, naravne nesreče, lovimo, da so lokalni odločevalci prepuščeni sami sebi. Spomnimo se samo, ko sem razmišljal, kak primer dati požar v enim izmed podjetij, ki predelujejo odpadno embalažo, in o požarih potem so župani recimo prepuščeni čisto lastni iznajdljivosti. Eno obvešča preko Facebooka, ampak vse to so neki parcialni ukrepi in kanali, ki niti približno ne dosežejo vseh prebivalcev. Zato mislim, da je res skrajni čas, da država sistemsko pristopi k vprašanju kriznega komuniciranja, ki mora biti odločno, centralizirano in tudi ustrezati sodobnim časom. Imaš mogoče kakšen namig v bistvu, no? Kakšna naj bojo sporočila avtoritet v takem primeru? Vsekakor odločna, jasna, konsistentna. To troje bi najbolj izpostavil, kajti če bo jasna, konsistentna in odločna, potem bojo tudi prebivalci dobili občutek varnosti, ker ključno je tukaj zagotoviti varnost in pa prepričanje prebivalcev, da oblasti razumejo potrebe prebivalstva in da so pripravljeni odločno ukrepati. Po moje oceni, kakšna tu in tam, ki se pojavi v Sloveniji komunikacija, ki je zelo pavšalna in kako sadimo rožice v teh časih in se imamo fajn, ravno ne ustreza, ravno ne pomire prebivalstva, ker se pojavi veliko strahov, dvomov, tudi na ravni vsakega posameznika. O tem ne samo, kaj bo zdravstvenega vidika kriza prinesla, ampak kaj bo po jutrišnjem z delovnimi mesti, kaj bo socialno varnostjo. In tukaj oblasti morajo res in pa tudi posamezni vplivneži, ki imajo večjo težo, seveda biti zelo previdni pri tovrstnem komuniciranju. Okay. Jaz bi vmes pozvala vse, ki nas poslušajo, da lahko postavljajo vprašanja in jih bom jaz prebrala in bo Denis na njih odgovoril, tako da kar z vsemi vprašanji na dan. Zdaj pa greva mogoče na podjetja. Podjetja svoje komuniciranje delijo na interno pa eksterno.
ko govorimo o internem, gre predvsem za komunikacijo z zaposlenimi, da bodo ti vedeli, kako se obnašati. Kakšen nasvet bi ti dal podjetjem, kako organizirati komuniciranje s svojimi zaposlenimi v tem času, ker verjamem, da tudi tukaj obstaja zelo veliko nekih vprašanj, dilem, da jim damo nek nasvet. Dobro vprašanje. Vsekakor svetujemo proaktivno komuniciranje. V zadnjih 10 dnevih ali pa v zadnjem tednu je veliko podjetij poslalo zaposlene na delo na dom, ampak s tem, z neko tovrstno komunikacijo se zgodba niti približno ne konča, pravzaprav se je šele začela. Kar pomeni, da prvo je tukaj proaktivno komunikacije. Drugič, potrebno je tovrstno komuniciranje prilagoditi kanalom. Namreč, pogosto zanemarjamo dejstvo, da velik del gospodarstva, sploh recimo v proizvodni dejavnosti, nima klasičnih elektronskih komunikacijskih kanalov na razpolago, kot so recimo e-maili. In posledično newsletteri ne pridejo v poštev. In je treba iskati druge kanale komunikacije, ki pa so na razpolago. Tukaj obstajajo razni WhatsApp in druge aplikacije, ki to omogočajo. Kar pomeni, da je treba res zelo hitro in dobro premisliti, na kak način lahko dostopamo preko katerih kanalov do vseh zaposlenih in seveda potem proaktivno komunicirati ne samo teme, ki so povezane z virusom in zdravjem, ampak tudi z timskim delom, s tem, kako podjetje stoji, kako diha, kako ocenjuje razmere na trgu. Zelo proaktivno veliko informacij, ker drugače bojo zaposleni prepuščeni sami v sebi in bojo sami iskali neke informacije, ki pa ni nujno, da so kredibilne in verodostojne. Se pravi, podjetja se morajo v bistvu zelo veliko ukvarjati s svojimi zaposlenimi in nikakor jih ne smejo prepustiti, da se, ne vem, zanašajo na medije oziroma kakšne zunanje javnosti, ne? Da, tako, ampak to je samo recimo tisti del, ki je povezan z obveščanjem o tem, kaj so neke dobre prakse, pa kako ukrepati. Po drugi strani je pa tukaj še ohranjati motivacijo zaposlenih, ohranjati timsko neko dinamiko. In zato mi vsekakor priporočamo, da se ohranijo recimo redni kolegi, da se ohranjajo briefi, da se ohranjajo debriefi, da se res ljudje čim več, tudi zaposleni, čim več horizontalno povezujejo. To je še posebej pomembno za recimo vodje v posameznih organizacijah, v družbah, ki vodijo manjše ekipe, 5-10 ljudi in so navajeni vsakdanjega live stika, face to face. In sedaj tega stika ni, lahko da so izgubljeni in to jim je treba pomagati in je pravzaprav odgovornost vodstva in odgovornost družb, da znajo zagotoviti orodje in tudi opolnomočiti te zaposlene, da pač bojo zaposlenimi s svojimi podrejenimi v teh okoliščinah na drugačen način komunicirali. Okej, zdaj imamo pa tudi že prvo vprašanje, ki se mogoče tudi malo navezuje. Artjoma zanima, če imajo velike korporacije težavo v komuniciranju, če so razmere različne v državah in na različnih kontinentih. Ja, vsekakor imajo ta izziv, ampak po drugi strani, če govorimo o res globalnih multinacionalkah, običajno imajo te sisteme zelo dobro vzpostavljene in razdelane. In multinacionalke imajo krizne komunikacijske priročnike, ne samo pripravljene, ampak jih tudi večkrat na vsake nekaj let testirajo. Tako da potem je linija ukrepanja zelo jasna. Je razdeljena seveda glede na matriko organizacije same, ampak globalne multinacionalke tukaj mislim, da se ne soočajo s tako velikim, s težavami pri komuniciranju. Imajo te linije dobro vzpostavljene običajno. Ok, super. Pa še eno vprašanje imamo tudi še, ki mogoče se malo navezuje tudi na prejšnje, ko sva govorila o komuniciranju države. Ali je ideja Jelka Kacina dobra ali vnaša spomin na težko preteklost? Eden od naših partnerjev, Dejan Verčič, tudi profesor, je komentiral, da je preprosto predsednik vlade najbrž v teh časih potegnil tudi v krizno komuniciranje osebe, ki jih osebno pozna in ki so tudi v takih situacijah nastopale v preteklosti. Ampak jaz mislim, da je v 30 letih so se tako prakse komuniciranja kot kanali, kot sporočilnost
spremenila in da bi bilo bolje srednjeročno poiskati neke mlajše kadre, ki bi bolje obvladovali sporočilnost tudi na drugih kanalih, ne samo na uradnih tiskovnih konferencah. Se pravi, nove sile, ki mogoče so malo bolj tudi v stiku z družbenimi mediji, pa tako, ne? Vsekakor, ja. Okay. No, pa deva zdaj se pa preseliva še na eksterno komuniciranje. Kako naj se v bistvu podjetja obnašajo v tem času? Jasno je, da so razmere izjemno težke, številna podjetja so mogla tudi v bistvu zapreti, ljudje so na čakanju. Kako to sporočiti javnosti? Vsekakor, kot prvo, nikakor ne nehati komunicirati, kar se dogaja. Mi kljub temu, da so to res osnove dobrih praks, še vedno vidimo, da se preprosto v situaciji, ki mogoče je nerazumljiva, pa ne vemo, do česa bo pripeljala, se preprosto neha komunicirati. Kar pomeni, prvo pravilo je res ne nehamo komunicirati z eksternimi javnosti, ne glede na to zdaj, ali so to poslovni partnerji, ali so to potrošniki ali kdo tretji. Potem je to sporočilnost, nujno potrebno sporočilnost tega komuniciranja prilagoditi. Ne samo korporativnega komuniciranja, ampak tudi tržnega. Mogoče o tem nekaj besed malo kasneje. Ker preprosto, ne glede na to, da ne vem, smo pred pragom velikonočnih praznikov, je v tem trenutku komunikacija velikonočnih praznikov kot nekega dogodka najbrž manj primerna in bi bilo potrebno komunikacijo spremeniti. V teh okoliščinah je zelo pomembno, da podjetja navzven tudi pokažejo empatijo, da še toliko bolj so pripravljene na neke komunikacijske akcije, ki kažejo to, da razumejo potrebe, da razumejo mogoče stisko, da razumejo izzive posameznih skupin in jih znajo tudi to vrstno komunikacijo ustrezno nasloviti. Ker to bo dolgoročno najbolj pripomoglo k temu, da bojo blagovne znamke uspele ohranjati vrednost, da bojo kupci še vedno prepoznavali določene blagovne znamke kot kredibilne. To in pa seveda neka avtentičnost. Avtentičnost je težje doseči v eksterni komunikaciji z vidika podjetij, ampak kljub temu imamo prakse, ko vidimo, da to je mogoče. Tako da to so neke smernice po korakih, nekako po prioritetah, ki jih mi priporočamo. Kako pa v bistvu mislite, da se bojo lahko podjetja prilagodila v bistvu tem novim strategijam komuniciranja? Koliko časa lahko to traja oziroma a so dovolj hitra, da to naredijo praktično čez noč? Vidimo, da vsekakor se da to narediti tudi čez noč in imamo nekaj primerov dobrih praks. En izmed njih bi izpostavil našega naročnika je Mercator, recimo. Tako da se v današnjih časih se da tudi tržno komuniciranje pravzaprav zelo hitro prilagoditi, ker je veliko stvari povezano na digitalni svet in tam se da zelo hitro komunikacijo prilagoditi, vkolikor seveda je agilnost na obeh stranih, na strani korporacije oziroma pač podjetja, v tem primeru naročnika, in pa na strani zunanje agencije, ki je pripravljena na to, ki zmore to suportirati. Tako da to je lahko vprašanje nekaj dni, vprašanje enega tedna. Vidimo, mi pa ocenjujemo, da tega še vedno premalo, torej da se podjetjem premalo obračajo za te možnosti. Mogoče je malo povezano to s tem, da med prvimi stroški, ki se režejo, je pogosto ravno komunikacija pa oglaševanje, kar je na kratek rok seveda pripelje do določenih rezultatov pod črto, ampak na srednji in dolgi rok pa ne vzdrži. Ja, komunikacija je vseeno ključ, ne? Tako je. Okej, zdaj imava vprašanje. Andrijana Bergant, ona vodi inštitut ASAP, ki se ukvarja z etiko in jo zanima, kako je pa s komuniciranjem podjetja oziroma organizacije navzven. Mi smo zavod, a imamo strokovno skupnost, ki jo podpiramo.
Deležniki verjetno pričakujejo nek odziv. Koliko je pomembno, da pokažemo, da smo se sposobni prilagoditi svoje delo in vlogo pa izvajati še naprej? Ja, 100% ali pa 120% pomembno. Zaradi tega, ker je pomembno, da pokažete kredibilnost, da pokažete razumevanje situacije in da tudi, če so recimo vaši partnerji v določenih stiskah ali pa v neki negotovosti, ste vi lahko neke vrste sidrišče tukaj, ki jim pomagate razumeti in pa seveda potem interpretirati in tudi prilagoditi neke strategije in obnašanje v prihodnje. Tako da tukaj pogosto pozabljamo, mislimo, da vse te informacije okrog koronavirusa kot takega, da je dovolj, da vsi vemo, kaj pričakovati, ampak temu običajno ni tako. Vsi razumejo to sporočilnost in pa dogajanje okrog nas drugače. Tudi se v končni fazi še vedno ne vemo, do kakšnih posledic dolgoročnih bo to pripeljalo. In je tu pomembno, da tovrstne organizacije, ki so del nekega ekosistema, proaktivno komunicirajo s svojimi člani, ker jim tudi pomagajo interpretirati dogajanja in pa posledično tudi prilagoditi neke srednje in pa dolgoročne strategije obnašanja. Okay. Pa še eno vprašanje, kako misliš, da se bo komunikacija podjetij spremenila po umiritvi razmer? Trenutno smo vsi online in zelo aktivni s predlogi pomoči v nasveti, kam pa se bomo usmerili potem, ko bo v bistvu kriza dejansko pokazala svoje zobe? Mi v Herman in partnerji verjamemo v nekaj, čemur mi rečemo digilognost, torej preplet analognosti in pa digitalnega, digilognost. Mislimo, da bo kriza in pa te razmere pripeljale do tega, da bo do te digilognosti in popolnega prepleta offline in online prišlo hitreje v Sloveniji, kot bi drugače. Tako da prvi odgovor je, vsi, ki se ukvarjajo z trgovinsko storitveno dejavnost, pa še danes niso online, ampak ko govorimo online, to seveda ne pomeni, da imajo samo spletno stran. Pomeni, da je ta spletna stran funkcionalna, da omogoča potrošniku, da večji del svoje nakupne poti opravi tudi online, da mogoče samo en del, končni korak, kot recimo prevzem blaga v retailu, torej v malo trgovini, opravi v offline. Ves ostali sklop aktivnosti pa opravi online. Tako da to bo vsekakor trend. Potem bo tu personificiranost. Enkrat, ko imamo mi večji del komunikacijskega spleta speljan na online, bo ta bistveno bolj personificiran, kot je danes. Tako da jaz mislim, da nas čaka veliko sprememb v komunikacijskih trendih in pa navadah lahko bi rekel, kar v naši regiji. Ok. Pa še eno vprašanje, Mava, pa to sem te v bistvu tudi jaz hotela vprašati, pa nekaj Mercator recimo si že izpostavil kot primer dobrega komuniciranja. Kaj pa recimo, katera multinacionalka po tvojem mnenju najbolje komunicira zdaj v tem času? Ne vem, če bi več bi jih lahko izpostavil, ampak eno recimo Nike se mi zdi, da zelo dobro komunicira. Ampak za Nike je to mogoče, ta dobra komunikacija ni zdaj odraz samo dobre pripravljenosti na krizo ali pa na krizno komuniciranje, ampak na splošno na nekaj, čemu rečemo empatija, izgrajevanje nekih čustev, kazanje vrednot v svojem komuniciranju. In potem, če ima družba to nekako vključeno v svojo redno že tudi komunikacijo, potem je tovrstnim podjetjem toliko lažje pravzaprav samo ohraniti ta stil komunikacije in izpostavljenosti do vrednot, ki jih družba ima tudi v kriznih časih. In potem samo prevede, vzame druge primere, postavi v druge okoliščine, ampak samo po sebi je pa komunikacija in ton in sporočilno zelo podobna, kot je ima družba tudi v normalnih časih, da tako reči. Pa v novih razmerah bo verjetno treba tudi prilagoditi v bistvu kanale komuniciranja, ne? Kakšne spremembe recimo tle opažaš oziroma jih napoveduješ? Jaz mislim, da bojo
vedno večjo težo imeli ne samo družbena omrežja, ampak bolj lastni ekosistemi podjetij, torej da bodo sploh večji sistemi začeli izgrajevati lastne komunikacijske kanale, lastne komunikacijske platforme, skozi katere bojo lahko komunicirali z širšo paleto deležnikov. Recimo, če smo že prej bili pri Mercatorju, nek tak korak je M-soseska, ki je Mercator pred kratkim lansiral. Kajti sploh večje podjetje se zavedajo, da družbena omrežja, kot je recimo Facebook, vedno bolj tekmuješ pravzaprav z algoritmom, ne? Prodajaš algoritmom. In je lahko vložek v komunikacijo velik, učinek pa mogoče malo manjši kot pričakovan. In zato bojo sploh večje blagovne znamke in večje korporacije delale veliko na tem, da bojo izgrajevale lastne kanale, da bojo znali obdržati javnost, recimo potrošnike v nekih primerih, na svojih lastnih kanalih. Bodisi bojo to neke digitalne revije, bodisi bojo to spletne strani, platforme, bodisi bojo to B2B ali pa B2C neke platforme, ampak pomembno je, da bojo podjetja znala s tovrstno komunikacijo ponuditi tudi ne samo produkte in storitev, ampak tudi vsebino, ki bo naslavljala in ki bo določenim javnostim aktualna in zanimiva. Pa ko si omenil družbene medije, v bistvu bojo verjetno tudi ti postali zdaj še bolj pomembni, kot so bili prej. Kako naj jih podjetja uporabijo oziroma kako naj jih izkoristijo v svojo korist in kako naj komunicirajo tako, da bojo uporabniki znali poiskati oziroma dobiti prave informacije? Dve stvari bi mogoče izpostavil. Prvo je to, da je komunikacija na družbenih medijih mora biti sestavni del in pa skratka usklajena z komunikacijo na drugih omrežjih. Da je to vrstni preplet, nek komunikacijski miks se izkaže kot daleč najbolj primeren primer. Tudi če ima podjetje dobro prisotnost na Facebooku ali pa na kakšnem drugem omrežju, ampak če nima dobro vzpostavljene in pa odzivne in pa z primerno vsebino podprte spletne strani, potem je to na pol izgubljena priložnost, ker na koncu koncev naj bi neke vsebine vodile še vedno na recimo spletno stran kot osrednji komunikacijski splet. To je eno. In drugič, neko pravilo, ki spet velja že dolgo časa, pa še vedno vidimo, da se ga podjetje premalo, mogoče pa naročniki premalo zavedajo, je to, da sporočilnost in pa to, kaj sporočamo in kako način sporočamo, mora biti prilagojen posameznemu omrežju. Še vedno vidimo, večina pravzaprav komunikacije na socialu je take, da je to copy-paste komunikacije preko, e-mailov ali pa, izjav za javnost ali pa karkoli drugega in je copy-pasteno potem po vseh ostalih kanalih. Ne glede na to, da se kanali glede na prisotnost občinstva tam, glede na to, koga nagovarjamo, zelo, zelo različno. Ton in pa sama sporočila na LinkedInu ne more biti enaka tonu in sporočilom na Facebooku. To velja v normalnih časih in mogoče še toliko bolj pomembno, da to velja tudi v času krize. Zdaj imam spet eno vprašanje od najinih poslušalcev. S kakšno stopnjo iskrenosti naj se komunicira vlada v odnosu do državljanov, vodstva podjetij in odnosu do zaposlenih? Totalna in brutalna iskrenost ali samo, kar je nujno potrebno in še to zavito v celofan? Nikakor ne v celofan zavito in pa maksimalno odkrito in iskreno. Primer temu je, mi danes pogosto se meša to, da do konca še ne razumemo razmer in posledično jih ne znamo pojasniti in ukrepov ne znamo pojasniti, ampak to ne pomeni, da mi danes ne smemo ali pa da danes ne bomo komunicirali neke situacije, ki je nastopila. Kar pomeni, da v tem trenutku, ko še marsičesa ne razumemo, ampak
Vemo, da tega ne vemo, vemo, kako bomo postopali, ko bomo imeli mogoče določene podatke pri sebi, ko bomo boljše razumeli, in to je treba ljudem sporočiti. Tako da velika mera empatije, maksimalna transparentnost, na koncu koncev bojo to znali prepoznati tako zaposleni, kot tudi kupci ali pa v primeru korporativnega komuniciranja še neke druge javnosti. Tako da maksimalno transparentno, z veliko mero empatije in pa z veliko mero tudi občutljivosti pač situacije. Torej, sporočila mora iti v smer, da razumemo stisko ljudi, razumemo potrebe, danes vemo to in smo ukrepali na tak način, zato ker, in pa jutri, mogoče, ko bomo imeli malo več informacij, bomo seveda pač skomunicirali še nekaj drugega. Nikakor ne skrivati se v omarah. Okay. Kako pa recimo komunicirati z empatijo, oziroma kakšen je pomen empatije v kriznem komuniciranju? A je ta empatična komunikacija nek game changer v času te trenutne krize? Jaz mislim, da vsekakor je. In da tista podjetja, ki bojo znala tako navznoter kot navzven pokazati to empatijo, pokazati razumevanje do stisk, do negotovosti, bojo na srednji in dolgi rok zmagovala. Tako da že v vsakem primeru, že tudi v normalnih situacijah, je komuniciranje na podlagi nekih vrednot, na podlagi etičnih nekih meril, ki jih podjetja ali pa organizacije zagovarja, izjemno pomembno. V teh situacijah, ko je pa negotovost še toliko večja, je pa to pravzaprav ključno. Danes sam recimo pogrešam še več komunikacije, tudi tržne komunikacije, ki bi znala bolj učinkovito nasloviti strahove, dileme, skrbi posameznih skupin, recimo, ali pa potrošnikov. Kaj pa tle v bistvu ohranjanje lojalnosti blagovnim znamkam pa organizacijam? Kako to v bistvu doseči, kako to prenesti potrošnikom, da kljub izrednim razmeram še vedno ostanejo zvesti? Zvestoba bo odraz tega, o čemer sva se ravno prej pogovarjala. Za preveč agresivnost, preveč push komunikacijo, ki bo zgolj na vidljivosti bazirala, ki bo gradila awareness, ampak na zelo plastičen način. Mislim, da bo tukaj zelo težko karkoli doseči. Kot rečeno, tista komunikacija, pa tiste blagovne znamke, organizacije, ki bodo znale empatično komunicirati in pa prilagajati svojo komunikacijo danim situacijam, ki je danes nekaj specifična, po jutrišnjem bo pa spet drugačna in bo spet potrebno prilagoditi. Ta bojo tudi zmagovala v primeru zvestob blagovnim znamkam. Bom navedel primer. V tem trenutku recimo banke, zavarovalnice, pa tudi druge organizacije še precej čakajo na ukrepe države. Kaj bo vlada storila in na kak način bo tudi izpad prihodkov potrošnikov, ki se posledično lahko pokaže kot izpad prihodkov organizacij, pač pomagala nadomestiti. Ampak na tem področju bi tudi lahko sama podjetja že veliko naredila. S tem, da bi posameznim skupinam, najbolj rizičnim, najbolj izpostavljenim, recimo določen del obveznosti prestavila. Niti ni potrebno, da jih ukine ali pa zamrzne, ampak samo prestavi, recimo, da pokaže, da razume stisko, da razume neke situacije, ki se bodo pri posameznikih ali pa v celotnih družinah pojavljale in da znajo ustrezno pomagati, ker tu bo potem neka res dodana vrednost, ki se bo podjetjem splačala na dolgi rok. Ok, pa greva spet malo k vprašanjem publike. Eno je, če smo že na MČM kanalu, kako lahko poslovni networki pomagajo k formiranju poslovnih skupnosti? Ja, jaz mislim, da precej, pa se je to MČM
se opravičujem, zelo dobro tudi počne z nekimi takimi formati. Ker mislim, da poslovne skupnosti največ, kar lahko v tem trenutku naredijo, je, da pomagajo širiti dobre prakse, pomagajo spodbujati svoje člane k določenim tipi aktivnostmi, za katere pa so prepričani, da so ta prave v dani situaciji. In recimo, ne vem, MČM se mi zdi, da to funkcijo vrhunsko opravlja. Hvala, se trudimo. Zdaj pa še eno vprašanje, vse nas je strah. Lahko kot vodje to priznamo tako interni kot eksterni javnosti? Ja, seveda. Zaradi tega, ker smo na koncu koncev vsi ljudje, ne glede na to, ali si ti vodja ali pa nisi vodja, ali si direktor ali si delavec v skladišču. Drugačen tip odgovornosti je, ampak na koncu imamo vsi družine, vse strah za lastno zdravje, za zdravje najbližjih in je še kako prav, da to tudi pokažemo. Okay. Pokažemo, povemo, sporočimo. To ni nujno, da je to zelo direktno. Lahko, kot rečeno, vse te vidike vključimo v ton komunikacije. Da vse, recimo, celotno interno komuniciranje prilagodimo temu, da na začetku vedno izpostavimo, da mora biti varnost zaposlenih pač na prvem mestu, ne? Varnost in zdravje zaposlenih. Da je tu skrb za sodelavce, mislim, za družinske člane zaposlenih. Ali lahko podjetja kakorkoli pomagajo družinskim članom, da lažje prebrodijo to krizo in tako dalje. Ne? Vsa ta empatija se lahko kaže tudi na to vrstne načine. Ne? Okay. Koliko je pa recimo v posameznih podjetij do svojih internih in eksternih javnosti, koliko komunikacije dovolj in koliko jo je recimo preveč, ker včasih tudi to mejo znamo preseči, da preveč komuniciramo, kar je lahko pol negativen učinek. Ni tukaj enoznačnega odgovora, ker je interno komuniciranje bo imelo neke druge pravila kot pa eksterno in tudi eksterno ne bo povsod enako, ga ne moramo enačiti na družbenih omrežjih ali pa recimo na nekih drugih kanalih. Na družbenih omrežjih recimo itak algoritmi poskrbijo, da samo določen del populacije in pa javnosti vidi tvojo sporočilnost, kar pomeni, da je lahko ta dinamika bistveno večja. Frekvenca je lahko bistveno večja. Medtem ko seveda pa dinamiko internega komuniciranja ima smisel prilagajati posameznemu podjetju, posameznemu kontekstu. Tako da tukaj ni one size fits it all, ampak je treba prilagajati podjetju, delno tudi industriji, recimo v proizvodnji, kjer je veliko neke še dinamike in se bo mogoče posamezni obrati postopno izklapljali in bo zaposleni poslani na dom, mora biti ta dinamika bistveno večja, nekje drugje pa je to lahko tudi enkrat, dvakrat na teden, ne? Različno. Ampak vsekakor mora podjetja dobro premisliti in imeti bolj konzervativnim ali pa bolj proaktivnim izbrati bolj proaktivno komuniciranje. Okay. Potem imamo pa še eno vprašanje, ki se mogoče navezuje na tisto, kar sva prej govorila. Ljudje potrebujejo ljudi, na katere se lahko zanesejo. Kako jih lahko pomirimo? Jaz mislim, da tako, da v prvi vrsti pokažemo to, da jih poslušamo in da drugič, da razumemo to stisko. Torej, že skupno razumevanje izziva je tukaj izjemnega pomena. Kot drugič je pa potem to, da z našim obnašanjem, ne samo z besedami, tudi z dejanji, pokažemo to, da smo pripravljeni na neko odločno ukrepanje, da smo samozavestni v tem, da vemo, kaj počnemo in kakšen učinek naj bi to imelo. Torej, nikakor ne na noben način zavajati ali pa graditi nekih gradov v oblakih, ampak biti zelo realen in pa prilagajati trenutni situaciji, ampak po drugi strani to početi na
čustven, empatičen način, da pokažemo, da razumemo stisko in da bomo odločno ukrepali pač v skladu z možnostmi, ki jih imamo. Ne. Okay. Še eno vprašanje je ravno kar prišlo. Ali je kdo od politike tak, ki se zdi dober komunikator, lahko v Sloveniji ali pa v svetu? To bi moral skoraj da pod vprašanje zastaviti. Ali to velja za času krize ali velja na splošno? Pa dejva na splošno in v času krize. Jaz mislim, da je to recimo francoski, kanadski predsednik vlade, se mi zdi, Trudeau je en tak primer zelo dobrega komunikatorja. In mislim, da se mu to obrestuje tako v normalnih razmerah, da mu temu reči, kot tudi v kriznih. Kjer zna pokazati po eni strani odločnost, nikakor se delati karnevala takrat, ko so teme resne, po drugi strani pa ravno to zna pokazati veliko mero empatije tudi v situacijah, kot so begunska kriza in pa tudi pač v zvezi s koronavirusom v tem trenutku. Državniki so sploh tukaj taki, da resnično morajo presoditi in pa pokazati največjo mero profesionalizma v komunikaciji, se vzdržati komunikacije, ki bi lahko bila prijeta kot napol resna, pa v šali, preveč sproščena, bi tako rekel, po drugi, in mora biti zelo, zelo jasna, zelo konsistentna, mora pomiriti, mora dati občutek varnosti, ker če država ne zagotovi tega občutka varnosti državljanom, potem države pravzaprav ne rabimo. To je zdaj ključno sporočilo, mora biti, mi to potrebujemo državo, da bo znalo prebivalce, državljane zavarovati. Okay. In v bistvu s tem tudi pridobiti neko zaupanje, ne? Tako je. Vprašanje naslednje je, kako pa poteka komunikacija farmacevtskih podjetij do zdravnikov? Kako bi ta mogla po tvojem mnenju potekati? Tu sem pa jaz premalo ekspert, da bi lahko komentiral. Niti branžo kot tako premalo poznam, niti ne delam sam konkretno z naročniki iz te branže, tako da tu bi težko odgovoril zdaj, ali kriza kaj posebej spremeni običajno komunikacijo farmacevtskih družb do zdravnikov. Mislim, da zdaj farmacija, celotna industrija kaže veliko mero pripravljenosti pač pomagati, da razvija in išče skupaj možne rešitve oziroma možna zdravila za koronavirus. To je tudi vse, kar bi mogoče lahko tukaj zdaj izpostavil v tem trenutku. Okay. Potem imamo pa še eno vprašanje, ki je tudi mogoče malo provokativno. Kaj pa Borut Pahor Kičila? Pa mogoče tle vseeno malo drugače zastavimo vprašanje. Kaj pa vloga recimo pri nas predsednika države? Zdi se res, da se je v tej krizi mogoče malo premalo oglašal, oziroma kako ti to vidiš? No? Kakšno bi bilo njegovo primerno komuniciranje? Jaz mislim, da nič ni provokativno, saj sem prej že nakazal približno, kakšno je moje mnenje o tem. Komunikacija predsednika Kičila mislim, da nikakor ne sodi v kontekst trenutnih razmer. Drugo vprašanje, ali sploh sodi kot komunikacija predsednika, ne glede na to, da ima v Sloveniji bolj protokolarno funkcijo. Moje profesionalno mnenje je, da niti ne sodi niti v spet normalne razmere, ampak mislim pa, da je še toliko manj primerna v obdobju, ko vemo, da se večji del prebivalstva sooča s stisko, ko imamo, mislim, konec koncev imamo v državi uradno razglašeno epidemijo, globalno situacija je zelo resna in mislim, da čeprav vsak od nas najbrž za ne ta teden, ampak prejšnji teden je poskušal kakšen sonček ujeti od zunaj, ne, luč sonca, pa komunikacija o tem, da se ima predsednik fajn Kičila, res neprimerna in mislim, da niti ne pomaga državi izgrajevati zaupanje do državljanov in prebivalcev. Mislim, da ravno kontra dosega, no, da kaže na mogoče neko mero
nerazumevanje ali pa podcenjevanje stiske ljudi. Okay. Pa še nadaljevanje vprašanja prej o komunikaciji farmacevtskih podjetij. Je v bistvu vprašanje, koga bi pri nas izpostavil kot osebo z dobro komunikacijo v tej situaciji, verjetno v situaciji krize, kdo se je mogoče najbolje odzval trenutno, po tvojem mnenju? Ne vem, če bi ravno lahko koga posebej izpostavil. Ja, mogoče vodja konzularnega oddelka Ministrstva za zunanje zadeve, gospoda Štera, ki ga sicer tudi osebno poznam, ampak to je, se je bilo tudi po nekaterih medijih izpostavljeno, to je tip visokega uradnika, ki bi ga Slovenija v tem kontekstu potrebovala na tudi drugih pozicijah. Torej, čim več tovrstnih, tudi njegova komunikacija prvič z ekipo poskrbi, da je sporočilnost MZZ-ja za državljane z vidika vračanja iz tujine zelo jasna. Po drugi strani zna pa tudi obsoditi neke neprimerne prakse in obnašanje državljanov, ki so preprosto neodgovorni. Okay. Kaj pa recimo tukaj mogoče še eno vprašanje? Preden se je zamenjala vlada, smo v bistvu na tiskovnih konferencah videli tudi dosti zdravnikov, pa epidemiologov, se pravi zdravstvenih strokovnjakov. Zdaj jih je mogoče malo manj. A misliš, da bi njihova pojavnost tudi kaj vplivala na to, da bi bila javnost malo bolj pomirjena? Pojavnost strokovnjakov, ne samo v vsaki krizni situaciji, ne samo v tej, ki jo imamo zdaj s koronavirusom, je zelo pomembno, ampak pod enim čejem, ne pod enim pogojem, da so ti strokovnjaki, recimo višji uslužbenci zdravstvenega sektorja, ustrezno opremljeni za javno komunikacijo pod pritiskom. Ker njihova tudi prvič je potem fajn imeti eno centralno figuro, v prejšnji vladi je to bil minister Šabeder, recimo, ki bi kot ena figura non-stop nastopala, ampak bila tudi pri tem konsistentna. V preteklosti, tukaj zdaj govorimo o obdobju, ne vem, 3 tednov ali pa 4 tedne nazaj, recimo vsaj jaz, kar sem opazil, je veliko strokovnjakov se je pojavljalo, ampak z različnimi sporočili. In mislim, da je to je pa na koncu pripeljalo ravno do kontraučinka temu, za kar vključujemo strokovnjake. Strokovnjaki morajo strokovno, apolitično obrazložiti in pa, ker imajo večjo verodostojnost, že a priori večjo kredibilnost, večje zaupanje v to, še dodatno pomiriti in pač izgraditi zaupanje v to, kar govorijo. Pod pogojem, da govorijo približno konsistentno. Če se pa spomnimo obdobja, o katerem govorimo, je bilo pa te konsistentnosti mogoče premalo, da en dan je nastopil en predstavnik, pa je govoril eno, kako država situacijo vlada, pa kako gre za neko navadno gripo, po drugi strani pa čez 3 dni je bila pa neko sporočilnost čisto drugačna. Tako da strokovnjake vključevanje je obvezno, zelo priporočljivo, ja, ampak jih je treba tudi ustrezno opremiti. Jih je treba trening javnega nastopanja, treba je opredeliti skupino, če to ni en, pa naj bosta 2 ali pa 3, ki se izmenjujejo, ampak ti 3 naj nastopajo in govorijo, nastopajo v javnosti, ne pa 10, vsak ima 5 minut časa. Tu mislim, da, ampak govorimo itak, vse skupaj je še vedno to nek sistem učinkovitega kriznega komuniciranja na ravni države, ki, kot smo začeli, bi res, da je bil zadnji skrajni čas, da se zgradi pri nas. Okay. No, zdaj pa počasi sva prišla do konca našega druženja, pa zdaj še eno zadnje vprašanje in mogoče malček pogled v prihodnost. Tako kot sva že omenila, jasno je, da bo ta kriza vplivala na to, da bomo prisiljeni oziroma primorani prilagoditi svoje delovanje in komuniciranje v prihodnosti. Kaj bo po tvojem mnenju drugačnega na področju komuniciranja, omenil si že mogoče digilognost? Kakšen je ta nek tvoj pogled v prihodnost?
Mislim, da se bo kratko in srednjeročno obseg tržnega oglaševanja skrčil, da bo v teh razmerah, ki ne bojo samo trajala nekaj mesecev, ampak mislim, da se moramo kar pripraviti na eno obdobje nekaj let, toliko bolj pomembno, da je kakršnakoli komunikacija, tržna, korporativna, zna učinkovito naslavljati posamezne ciljne skupine, torej točno imeti definirano, koga s kakšnimi sporočili nagovarja, zna prilagoditi ton in pa sporočilnost komunikacije posameznemu kanalu in vedno bolj v ospredje bojo prišle kvalitetna vsebina, ki bo pomagala izgrajevati zaupanja, ki ne bo nujno plačljiva in ki bo pravzaprav nagovarjala potrebe posameznega potrošnika, posamezno pač neko ciljno javnost na nek ne preveč push način, ampak mislim, da bo bolj pull komunikacija tista, ki bo pritegnila in ki bo zmagovita v nadaljnjem obdobju, ki bo pa bistveno bolj digitalna, kot je še v tem trenutku. Okay, super. Denis, hvala. Hvala za tvoje znanje, ki si ga delil z nami. Jaz upam, da so uspela odgovoriti na veliko vprašanj in da bomo zdaj vsi boljše komunicirali. Vam, ki ste naju poslušali, pa tudi hvala za pozornost in se vidimo spet jutri ob 10. uri, ko bo z nami Nevenka Kržan, senior partnerka v podjetju KPMG, ki bo govorila o gospodarskih učinkih krize, ki smo ji priča. Hvala in lepo se imejte, pa ostanite zdravi. Adijo. Hvala lepa. Hvala, adijo.